Ko rečemo ocene, vas večina najbrž pomisli na številke od 1 do 5. A na Valdorfski šoli, ki je zasebna, je malo drugače. Naša razredničarka, ki smo veliko skupaj, nam napiše v 1 ali 2 stavkih, kaj bi mogli še izboljšati, pa kaj je v redu. Angleščina pa nemščina, ki se vidimo samo 2 do 3 na teden, pa nam da točke, pa še malo napiše. Če je ocena napisana v številki, se lahko tudi norčujemo iz drugih sošolcev in sošolk. Tako so učenci manj osredotočeni na ocene, bolj na znanje, pravijo. To učitelji preverjajo približno vsake 4 tedne, kolikor traja ocenjevalno obdobje ali epoha, kakor mu rečejo. Koliko znajo učenci, se izkaže na praznik znanja. Praznik znanja je v bistvu v državni šoli test. Pri opisni oceni, ki jo napišem, upoštevam njihov odnos do dela, njihovo pripravljenost za delo, sodelovanje pri pouku. In podobno. Najbrž pa se kdo izmed vas sprašuje, kako učenci njihovi bližnji iz besedila razberejo, ali je znanje dobro ali slabo. Če me recimo babi vpraša, kako sem jaz pisala, ji prvo odgovorim, kaj mi je napisala učiteljica ali učitelj, potem pa nekako probam to spraviti v oceno. Tudi spričevalo je malo drugačno. Pravzaprav sta 2. V enem sta pesem in slika, ki kažeta učenčevo leto, drugo pa je sestavljeno iz podrobnega opisa znanja. Če učenci ali starši želijo, pa lahko ob koncu leta opisno oceno na šoli pretvorijo tudi v številke.